Petra Prevca in zmaga. Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa. 250 metrov, nov svetovni rekord Petra Prevca. Lep pozdrav želim vsem, moje ime je Matej Petek, čez nekaj trenutkov pa se mi bo v že zadnjič napovedanem drugem delu podcasta pridružil še Blaž Bertalanič, s katerim sva pod drobnogled vzela našega Gorana Dragića, njegov Miami hit in mega menjavo med Dragićevim Miamijem in Minnesota Timberwolvesi, ki na trgu ponujajo Jimmyja Butlerja, ki so na trgu pravzaprav primorani ponuditi Jimmyja Butlerja. Namreč eden od 15, nedvomno eden od 15 najboljših igralcev lige je zahteval menjavo in to je storil na tak način, požgal vse mostove, da bo do menjave vsekakor prej ali slej tudi prišlo. Vprašanje je samo kdaj in v katero moštvo. Ali je možno, da se bo Butler pridružil Dragiću v Miamiju, ali pa se bo morda moral Dragić prav za Butlerja v tej menjavi preseliti v Minnesoto. Dejstvo je, da edini način, da Miami stori korak naprej, da se prebije med potencialno 4 najboljša moštva vzhodne konference, si pribori domači parket v končnici in morda se prebije v drugi krog ali pa celo morda ob ugodnem žrebu in razpletu končnice v finale vzhodne konference. Edini način, da jim to uspe, je pa, da seveda zadržijo Dragića, zadržijo tudi preostale najboljše igralce in pripeljejo Butlerja. Kakšne so možnosti, o tem več v podcastu, ki sledi. Preden pa začnemo, bi vas pa samo na hitro pozval, če lahko všečkate tale podcast in se naročite, če tega še niste storili, na naš YouTube kanal in pa če lahko enako storite tudi na naših iTunes in SoundCloud platformah, če nas seveda tam poslušate. Tudi tam pa bomo veseli vsakega všečka, naročnika in komentarja. S tem nam pomagate pri nadaljnjem delu. Tako, to je to, sedaj pa kar veselo na delo. Ja, ampak zdaj, ko govorijo o Rookie of the Year na eni strani, na drugi strani lahko mogoče zdaj presedlava še na drugi konec države, na vzhodno konferenco Goranu Dragiću, morda se nekoliko ustavlja pri tem, ali ima večje šanse, da bo on postal All-Star, kot pa Luka Dončić Rookie of the Year in moje osebno mnenje je, da mislim, da so možnosti kar tam. Glede na sestavo moštva Miamija, mislim, da bi mogel biti že skoraj malo čudež, da bi Goran postal ponovno All-Star, predvsem zaradi tega, ker Miami, to, kar so že milijonkrat povedala, igra na način, ki Goranu ne ustreza, ki ne izkorišča njegovih najboljših lastnostih in to je ta igra, hitra igra v tranziciji, ne izkorišča njegovega odličnega playmakinga. Enostavno preveč statična je ta njihova igra na postavljeno obrambo. Mislim, da so tudi eno izmed najpočasnejših moštev, če ne celo najpočasnejše moštvo v ligi. In letos mislim, da se zadeva ne bo dosti spremenila. V končni fazi moštvo je ostalo identično isto. Ponovno bomo gledali na koncu Wadea, ki bo tapkal žogo v zadnjih napadih 23 sekund in potem v zadnji sekundi vrgel. Sploh, če pomislimo še na to, da bo Wade letos imel to poslovilno turnejo, tako kot jo je imel Kobe. Lahko si bo vzel, kar si bo želel na teh tekmah, verjetno pričakuje ogromno nagrad strani drugih moštev, tako kot jih je Kobe dobival in tako naprej. Ampak sedaj je vprašanje, če bo Goran sploh ostal v Miamiju. Omenja se ta trade za Jimmyja Butlerja. Goran naj bi bil v eni izmed ponudb in po mojem bi bil prej All-Star v Minnesoti kot pa v Miamiju, čeprav tudi v Minnesoti verjetno bi mu Wiggins in pa Kat odvzela ogromno žog, ne bi mogel priti toliko do izraza kot morda v kateri drugi ekipi, ampak ja, v tem moštvu Miamija, kot je sedaj, pa osebno mislim, da ne bo postal All-Star še enkrat. Ja, dobro vprašanje zdaj. Zakaj več verjetnosti, da bo Goran drugič zapored All-Star ali pa Luka postal novinec leta? Zanimivo je recimo, da ESPN na ESPN-ovi lestvici, ki ni ravno lestvica, ki poskuša predvideti kvaliteto igralcev, ampak bolj vlogo igralcev znotraj moštva, koliko bodo imeli žogo, koliko bodo imeli priložnosti za met in vse to. In recimo na tej lestvici je ESPN, kakšen 10 dni nazaj je bila objavljena,
mislim, da je bil Goran 2 mesti pred Luko, 2 ali 3, kar pomeni, da so na ESPN-u predvidevali, recimo, da Goran ne bo imel recimo veliko žoge pri sebi, oziroma da je bosta imela z Luko približno isto. Jaz moram reči, da po teh uvodnih pripravljalnih tekmah bi rekel, da temu še vedno ne bo tako, da bo vendarle Goran še vedno glavni motor svojega moštva. Zdaj res, da Miami ima ogromno playmakerjev, igra, tako kot si sam že povedal, specifično košarko. Ti si rekel nekako, da ne leži Goranu, oziroma da njegova igra ne pride do izraza. Njegova prednost je igra v tranziciji, hitra igra, pace and space igra. Igra, ki zdaj pravzaprav prevladuje v NBA ligi in igra, s katero tudi najbolj uspešna moštva, ki jo igrajo. To je sistem, ki njemu ustreza, in je res, da Miami igra počasno obrambno košarko na postavljeno obrambo, ampak je pa treba povedati tudi, da je Goran predvsej napredoval pri tej košarki. Zdaj, to res ni najboljša stvar za njegovo statistiko. Zdaj, če ti odigraš recimo 80 napadov na tekmo namesto 100 in razlike niso ravno tako drastične, ampak recimo Miami odigra 15 napadov manj recimo na tekmo kot tiste najhitrejše ekipe, ali pa še več na kakšnih tekmah. In to je seveda ogromno potencialnih točk, in v počasni ekipi že zaradi tega, recimo, ker če si igraš počasno obrambo, ne moreš kakšnih impresivnih statističnih dosežkov zbrati, ker imaš preprosto manj napadov, manj opcij za podajo, manj opcij za met, manj opcij za lahke točke, ker ni seveda proti napadov. In ja, vse to pri Goranu omejuje določeno statistiko. Zdaj Minnesota tudi ni, ti si omenjal. Zdaj, a veš, kaj pa če gre v Minnesoto? Minnesota tudi ni najhitreje igrala. Tudi recimo Thibodeau izhaja iz te Doc Riversove šole obrambnih trenerjev, ki igrajo počasno košarko na postavljeno obrambo, čeprav ena stvar pri Thibodeauju je, ne poskuša igralce prilagoditi svojemu sistemu, ampak jim daje bolj proste roke v napadu in pusti, da igralci počnejo tisto, kar najbolje počnejo. In jaz si predstavljam, da bi morda bil recimo Goran lahko v Minnesoti statistično bolj uspešen kot recimo v Miamiju, čeprav ne želim zdaj korak predaleč, pa recimo govori že, kako bi on zgledal v Minnesoti. Mogoče bi za začetek sam še malo obdelala Miami, če se nič ne spremeni. In tukaj v bistvu si ti povedal že več ali manj glavno bistvo. Lani so po hitrem postopku v prvem krogu izpadli iz Filadelfije. Philadelphia 76ersi so pometli, gentlemanska metla 4-1 z njimi v prvem krogu, in mislim, da če se srečajo v prvem krogu v sedanji postavi naslednjo sezono proti recimo s Filadelfijo, Bostonom, Torontom, vse to so ekipe, ki so še vedno za kakšen razred višje. Tudi verjetno bo, če Giannis Antetokounmpo naredi pričakovan korak naprej, še tudi Milwaukee zna biti recimo pretežek zalogaj za njih. Jaz mislim, da se lahko borijo tam za 5., 6., 7. mesto v trenutni postavi. Če pa obdržijo Gorana in pripeljajo še Butlerja, potem pa je to moštvo, ki bi pa se lahko recimo potencialno borilo za najvišja 3 mesta. Še vedno mislim, da sta Toronto s Kawhijem praktično pred njegovo poškodbo top 4 igralcem lige. Mogoče celo top 3. Ja, mogoče, če gledamo obe smeri, obrambo in napad. Takoj za LeBronom in Durantom, mnogi ga dajajo tja, so ga dajali tja, in če se seveda Kawhi vrne na ta nivo, je Toronto še vedno za razred pred Miamijem. Ja, če bo igral tako, kot se smeje, znal imeti Toronto težave. Ne? Ja. Enako pa Boston, seveda, pri katerem se pa Hayward vrača, tudi Kyrie Irving ni igral del lanske sezone, v končnici sploh ni igral, tako da tudi Boston bo močnejši, in te dve ekipi sta še vedno močnejši. Zdaj z Jimmyjem bi pa lahko Miami že se recimo udaril z Filadelfijo, ki je izgubila 2 pomembna igralca napram letošnji sezoni, Bellinellija in Lešovo, igralca, ki sta bila pravzaprav v tistem drugem delu sezone, ko so oni naredili tisti korak naprej, igrali odlično, pripeljali so jih s tradom med sezono in sta izjemno poživila. Igra je bila povsem drugačna, ker sta še 2 šuterja, ki odpirata prostor, seveda Simons, to je tisto, kar Simons rabi, nima nobenega šuta, rabi, da ga obkrožijo šuteri, in letos so izgubili 2 odlična
ključna igralca, šuterja, predvsem iz tega aspekta. Tako da bo zanimivo videti in mislim, da z Butlerjem bi se pa Miami že lahko boril s Filadelfijo za 3. mesto ali pa vsaj za 4. mesto za prednost domačega parketa. Ja, ampak to je v primeru, da Butler pride in Goran ostane. Tako, to sem povedal. Ja, zdaj v primeru, da pa pride Butler in Goran odide v Minnesoto, pa je ta ekipa Miami v bistvu za moje pojme celo še slabša kot z Goranom. Pa ne govorim zdaj, da je Goran boljši igralec od Jimmyja, še vedno sem mnenja, da je Jimmy za malenkost boljši od Gorana, čeprav ni Goran toliko slabši od Jimmyja, ampak fora je v tem, da potem oni ostanejo brez primarnega organizatorja, oni potem ostanejo brez organizatorja in bom rekel, Jimmy ni tolikšna nadgradnja za Gorana, da bi ta Miami lahko povlekel v boljši run v play-offu, tako da jaz mislim, da je to tudi neka stvar, ki se jo Riley zaveda in jaz mislim, da tudi zaradi tega do tega trada še ni prišlo, da bi Goran odšel v Minnesoto. Jaz mislim, da Thibodeau se ne bi pretirano sekiral, če bi dobil za Jimmyja nazaj Gorana in pa še kakšen bombonček. Ampak ja, mislim, da se tudi v Miamiju zavedajo tega, da oni dejansko neke nadgradnje ne naredijo, če Gorana ne obdržijo. Težava je pa tudi v tem, da imajo Tylera Johnsona in pa Whitesida, ki imata ogromne pogodbe, mislim, da oba skupaj zaslužite okoli 40 milijonov. Več, skoraj da 50. Skoraj 50 milijonov, no, cap je pa nekaj čez 90, skoraj 100 milijonov. Ne, približno 104 milijone. Ja, no, 104 milijone, no, potem je tako, ampak dejansko polovico celotnega proračuna zasedeta dva igralca, ki v bistvu nista niti najboljša igralca v moštvu, lahko bi celo rekli, da nista niti drugi, tretji, četrti igralec v moštvu po kvaliteti. Čeprav moram reči, pač Whiteside ima potencial, da bi bil najboljši igralec v tem moštvu, ampak njegova glava enostavno ni na ramenih, ne vem, kje jo ima in on je dejansko igralec, ki se mu mora dati igrati, kar je zelo žalostno za nekoga, ki je dejansko tako zelo visok, gibljiv, ki je tudi spada v to kategorijo frikov narave in dejansko je škoda. No, lani je pokazal, da mislim, da on nikoli ne bo upravičil tega denarja, ki ga je Miami vložil van in to je že jasno. To bi moral biti letos in pa potem še v zadnjem letu njegove pogodbe bi mogel biti nek res drastičen preskok. Predvsem mentalno, no, on ima z glavo težave. Je enodimenzionalni igralec, nima neke post igre, ne zna podati žoge in tako naprej, ampak se pravim, to govorim, upravičil bi, če bi naredil res drastični preskok v glavi, v tehniki, v vsem, kar pa mislim, da pri njemu ni za pričakovati. On je itak vesel, samo da dobi ta denar in ja, to je to. Ja, pa star je že 30, no, mislim, ni to 29, zdaj bo 30 star, ni to nek mlad, neizdelan center, on je, kar je in kakšnega posebnega napredka ne bo naredil. Ti si omenil seveda Whitesida in Tylerja Johnsona kot ta dva, ki v Miami že celo poletje skuša zamenjati, išče že praktično od konca sezone opcije za kakšno menjavo, ne samo zanj, tudi za Waitersa. To so te trije, ki jih Miami na vse pretege je skušal najti kakšno opcijo za menjavo, pa je ni našel, preprosto previsoke pogodbe, premajhen učinek in ta diskrepanca med učinkom in višino pogodbe je pri teh igralcih res ogromna. Tyler Johnson bo zaslužil 19 oziroma 20 milijonov, več kot Goran prihodno sezono. Ja, po drugi strani pa, če gledamo Waitersa, sedaj je prišel na media camp in bi mu dal kakšen športni nedrček za tiste njegove joškice, pač popolnoma... Tisti angelčki v cerki, mehni debelušni, taka lička. Ja, točno tak je bil, mislim, pač... Ok, sej razumem, ima poškodbo, še vedno ne more teči s tem svojim gležnom in tako, ampak človek, no. Mislim, ti si profesionalni košarkar, jaz ne vem, on ko bo dejansko bil kliran, da lahko začne teči, bo on rabo 3 mesece, da bo sploh shujšal. Ja, on še nekaj časa ne bo v moštvu, zato tudi nanj ne bodo mogli računati na začetku sezone, čeprav z Dragićem, ko je bil zdrav tisto sezono nazaj, sta nekaj časa zelo dobro igrala, skupaj sta dobro sodelovala. Ja, ampak to je bilo potem, ko je Waiters dejansko ugotovil, da ne more igrati hero bola. Potem, ko je pa dobil novo pogodbo, je pa zopet začel s tistim njegovim hero bolom. Ampak takrat je bil tudi poškodovan s tem gležnjem in potem šel na operacijo, tako da vprašanje, koliko je igral, ampak nedvomno, to, kar je pokazal po tej novi pogodbi in potem seveda sedaj, ko je prišel na kemp, je bilo za Peta Rileyja že več kot dovolj, da ga je po hitrem postopku želel tradati. In ja, ampak seveda ti ne moreš tradati tisto, kar ti nočeš, ker tisto, kar ti nočeš,
drugi nočejo, tako. In to je seveda problem pri tem tradu. Vsi pa seveda Dragića pa lahko ponuca prav vsakem moštvu v ligi, če ne drugega, zato da imajo nekega sekundarnega playmakerja. Tudi če imaš recimo top 5 organizatorja, lahko še vedno ponucaš Dragića, ki lahko igra tudi na dvojki in lahko igra kot sekundarni playmaker. Tako da je samo njegova pogodba, recimo višina pogodbe in pa delno tudi leta, recimo so pri tradih ovir, vendarle je pa star 32 let in kljub temu, da recimo je bil lansko leto All-Star, da kakšnih, vsaj lani, kakšnih opaznih, res da je bil, seveda je sam povedal, je bil utrujen na koncu sezone, ni mogel dati maksimuma, imel tudi nekaj manjših poškodb in to pripisal pač dolgi sezoni, Eurobasketu, vsem tem. Ampak kljub temu izjemno naporni sezoni ni bilo opaziti kakšnega padca fizičnega, pravzaprav, tako kot sem že večkrat dejal, njegova predstava na Eurobasketu je verjetno bil najboljši Dragić v karieri. NBA, Evropa, gledano vse skupaj celovito, to so bile njegove najboljše tekme v karieri, tudi fizično in tehnično dosegal v obeh aspektih svoj vrhunec. In mislim, da ni še prišlo do takega padca, da bi on recimo naslednjo sezono recimo konkretno padel, ampak tisto, kar so pa že govorila, njegova vloga v moštvu, ogromno teh ball handlerjev, igralcev z visokimi pogodbami, ki morajo na nek način upravičiti te pogodbe in seveda za to dobiti svoje število metov, svoje število dotikov. Tega ima pa ogromno Miami. Dejansko edini, ki je neke vrste upravičil to visoko pogodbo, ki jo je dobil, je Olynyk. On je dejansko edini, ki je pač nekaj pokazal. Goran je vreden... pa govorimo tega novega vala, ki ga je Miami podpisoval prejšnjo sezono. Tako, ja. S tem, da ti si omenjal igralca, ki ga nočeš, ga tudi ne moreš tradati, lahko ga tradaš, če je v zadnjem letu pogodbe. Miami tega luksuza nima, ne? Tako, ja, kot expiring pogodbo, ki potem se zbriše iz tvojega proračuna čez nekaj mesecev, če pripelješ takega igralca. To je res, ampak ja, ni. Ja, Miami ima pa in Tyler Johnson 2 leti, in Hassan Whiteside še 2 leti, Waiters 3 leta. Takih igralcev ne moreš zamenjati. Take igralce lahko samo zamenjaš, če imaš srečo, da imajo tam nekje en mesec, eno tak serijo dobrih predstav, potem pa ga vržeš stran, ampak takrat je pa spet vprašanje, a ga menjaš glede na to, da ima serijo dobrih predstav. Ampak vprašanje tudi, če želiš recimo izpostaviti igralca, veš mu dati več šans, potem seveda moštvo ali pa ostali igralci nekaj izgubijo na tem. To je res tak zelo delikaten balans in Miami je zdaj v situaciji, ko imajo igralce zaklenjene z dolgoročnimi pogodbami in proračun oziroma cap zapolnjen do zadnjega dolarja. V bistvu so že preko capa, ampak zaradi tega, ker imajo pač svoje igralce, v NBA ligi je mehki cap, lahko ga pod določenimi pogoji in pravili malce prekoračiš brez tistega plačila na davek, kjer pa se vsak dolar, ki gre preko določene vsote, zaračuna, glede na to, koliko presega to vsoto, zaračuna dvokratno, trikratno, štirikratno. Tako da predstavljaj si, če greš ti pri določeni meji za 1 milijon čez, na to plačaš 4 milijone davka. Lahko, potencialno. Mislim, da če greš tam že okoli 10 milijonov, da moraš plačati že mislim, da 6-krat več ali nekaj takega. Pač gre za neke ogromne cifre. Cifre se lahko izjemno hitro naberejo in recimo pri Butlerju bi pomenilo, če bi ga kot prostega igralca želeli naslednje poletje pripeljati v svoje moštvo, glede na to, kako imajo cap že zapolnjen in glede na to, da ne bi imeli brd pravic od tega igralca, bi potem na Butlerjevih recimo 190 milijonov oni morali plačati še kakšnih 250 milijonov davka. To pa so seveda že številke, ki tudi za milijarderje lahko predstavljajo nenormalen strošek in seveda preprečujejo, da ekipa, ki je v celoti zapolnjena, potem pripelje, to pa je ta seveda za neke dobre stvari. Preprečujejo, da bi se ustvaril Golden State. Ne? Ja, in ki se je pa ustvaril ravno zaradi tega, ker je tisto leto se cap dvignil. Cap se je dvignil za 15 in še več milijonov, zaradi tega, ker je prišlo do nove kolektivne pogodbe zaradi plačila televizijskih pravic, pogodbe, s katero so dobili, ne vem, 6-7 milijard dolarjev in se je cap dvignil za ogromno vsoto in to je potem ustvarilo to anomalijo in seveda vse tiste nenormalno visoke pogodbe, kjer je nek mozgov dobil 18-17 milijonov na sezono in ogromno, ali pa Noah 15-16 milijonov na sezono, ali pa Tyler Johnson sedaj 19 milijonov bo zaslužil naslednjo sezono. Vse to so 2 leti nazaj, 2 poletji nazaj, pogodbe, ki izhajajo iz tistega časa in edina možnost, da se Miami ukrepi, je preko menjave.
preko menjave, ker potem seveda obdržijo te tako imenovane bar pravice in lahko prekoračiš cap brez plačila tega astronomskega davka. In zato je edini način, da oni recimo dobijo Jimmyja Butlerja, menjava z Minnesoto. In to sta recimo dve moštvi, ki sta v taki situaciji. Minnesota ga more zamenjati, glede na vse, kar se je zgodilo, pripetilo tam, se si verjetno spremljal. Ja, pač kregal se je predvsem z Wigginsom in Katom in on v bistvu noče več z njima igrati, ker... No, ne samo kregal, mislim, na družbenih omrežjih so se žaljivkami obletovali. Mislim, definitivno je situacija taka, da si ne predstavljam, da bi lahko po vseh teh besedah. Stvar je v tem, ne, Jimmy je v bistvu igralec, recimo temu stare šole. On je tisti igralec, ki je mnenja, da je treba garati v obrambi, treba je garati v napadu, treba je garati na treningih, na vseh tekmah, vsako sekundo in tako naprej, medtem ko sta Wiggins in pa Kat, vemo, nekoliko bolj tako ležerna pri vseh teh stvareh in Jimmy je valjda to šlo na živce in je pač ima povedal svoje in zaradi tega so se skregali in zaradi tega je tudi Jimmy zahteval trade in recimo, mislim, da brat od Wigginsa je potem tweetnil takoj, hvala Bogu, aleluja, da ga bodo menjali, ampak ti bodo pa svojega vojščaka ne pusti in... ne za normalno ceno. Mislim, pač v Filadelfiji je rekel, da pač jim da Jimmyja za Bena Simonsa, tako da pač... Ja, to vse pove. Nek član uprave Miamija je dal izjavo, želijo vse naše prvorojence. They want all our firstborn sons. In v bistvu z drugimi besedami hočejo najboljšega igralca, hočejo najbolj perspektivnega igralca, hočejo visok pik, oziroma njihov prvi pik brez zaščite in hočejo še, da Miami prevzame njihovo slabo pogodbo od Dienga. Vse. V bistvu vse. Hočejo, z drugimi besedami hočejo Dragića, Richardsona, pik, pa še Diengovo pogodbo. Zdaj, do menjave bo vsekakor prišlo in o tem bova midva več povedala, še ko bo do same menjave prišlo. Zdaj ne vemo samo, kdaj bo prišlo do menjave, ali bo Jimmy še na rosterju Minnesote, ko se začne sezona, kar je možno, čeprav jaz tega ne pričakujem ravno zaradi tega, kar si seveda omenil, vseh teh sporov. Konec koncev lahko v slačilnici pride do pretepa in ne bi bil presenečen, če bi prišlo do kakšnega pretepa glede na vse te besede, ki so si jih izmenjali v javnosti, ne samo zasebno. In Jimmy je v bistvu, kot se reče, požgal most za sabo in rekel, jaz hočem iti. Minnesota je zdaj v situaciji, ko ga more tradati, ampak ga pa tudi ne želijo pod ceno dati. In edino to moštvo, kjer imajo določen leverage, kjer imajo recimo, kjer jih držijo za na nek način, je seveda Miami, ravno zaradi tega, ker sem pa omenil, ker Miami pa nima nič prostora in edini način, da pripeljejo Butlerja, je preko menjave. In zato seveda izsiljujejo s tako zahtevo po Dragiću, Richardsonu, piku pa še slabo pogodbo vzamete. In to bi bilo res, mislim, to se ne bo zgodilo. Mislim, lahko... ja, sej, zato je recimo en izmed reportov je bil tudi, da je ti bodo rekel, da morajo vzeti Dienga, ne, ki je preplačan, pa je pa rekel nazaj, rali, ok, če boste vi vzeli Whiteside in potem so bili pogovori spet končani. Mislim, tako kot se želijo oni znebiti slabi pogodbi, tudi jaz mislim, da bi skakal od sreče rali, če bi mu uspelo Whiteside zamenjati za Butlerja ali pa kakšno. Ne, je pripravljen, recimo Whiteside je še vedno v pogovorih, ampak Whiteside vzamemo Dienga, če vzamete Whiteside, tako kot si dejal, in tukaj recimo kot dodatna menjava, ali pa recimo mnogi govorijo celo, da se bo v menjavo pletlo še tretje, četrto, morda 5 moštev. Ja, nekje sem celo slišal, da naj bi bilo celo 6 moštev možnih v tej menjavi. Skratka, mislim, da tako kot je dokumentiran ta trade, je tudi ogromno neznanki, tudi novinarji ne vejo. Jaz mislim, da celo moštvi med sabo sami ne vesta točno, kako bi vse skupaj speljali. Ampak to ravno zaradi teh nerazumnih zahtev, nerazumnih, pač visokih zahtev Minnesote. Ne. In to, kot sem dejal, Riley vsekakor ne bo prišlo do menjave, ker bodo Miami za Butlerja dal Dragića, Richardsona. Tudi finančno se to ne bi izpletlo. No ja, seveda bi se, če bi Butler in še Dieng, pa potem Dragić in Richardson recimo nekako, no ja, še verjetno bi morali še nekaj, da ne, to bi verjetno že šlo skozi. Tako da je možna verjetno iz finančnega aspekta, ampak ni niti najmanjših realnih možnosti, da bodo Dragića in Richardsona izgubili v tem tradu, ker potem je Miami slabša ekipa. Tudi če dobi nazaj Butlerja in Dienga, je Miami slabša ekipa. Vse to smo že govorili, pač to sem prej rekel, ne, Miami je slabša ekipa, že tudi če bi bila samo direktna menjava Jimmy
Dragič bi bili slabše. Ja, ne, definitivno to drži, ker preprosto nimajo nobenega organizatorja. In edini način, da storijo korak naprej, da se recimo borijo za prednost domačega parketa naslednjo sezono in da storijo korak naprej tudi v končnici potem, v drugi krog ali pa morda celo, da se borijo za finale, je, da držijo Dragiča in pripeljejo še Butlerja. In verjetno tudi Richardsona, ker potem bi ravno bila to njihova 1, 2, 3. Dragič, Richardson in Jimmy Butler. In to bi bila, glede na statistiko, morda celo najboljša zunanja obrambna linija v ligi, zagotovo pa top 3, top 4 zunanja obrambna linija. Moštva bi imela ogromne težave z njimi v obrambi in če bi lahko to povezali še z nekim malce bolj učinkovitim napadom, kar je pa že spet zdaj vprašanje, bi lahko bili uspešni. Zdaj že spet, še vedno je možno, da bo Goran tradan in to je še vedno možno, ampak mislim, da so te možnosti trenutno zelo majhne, morda minimalne, ampak ni pa nemogoče. No. In zaradi tega bo lahko več povedala tudi potem, ko bodo izpeljali ta trade, čeprav sej, to sva pa tudi povedala, da če ne pride do nobenih sprememb in Miami ostane nespremenjen, postava Miamija nespremenjena, na kakšen preskok v primerjavi z lansko sezono ne moremo računati in že omenil poslovilno turnejo Wade in bo verjetno to njihova prioriteta na nek način celo bolj pomembno, verjetno bo Wade dobival minute, ki si jih ne bo zaslužil, mete, ki si jih ne bo zaslužil, glede na procent meta, glede na njegovo neobstoječo igro v obrambi in vse. In če bo temu tako, potem bi jaz skoraj da raje videl Dragiča v drugem moštvu, no, kot pa da recimo tisto morda zadnje leto igralskega vrhunca pri 32, morda ga ima še 1-2 leti na tem, rekli smo, ni še nič izgubil, ali pa dosti, ni še vidno izgubil hitrosti, eksplozivnosti za sedaj, ampak je pa v teh letih, ko se bo to zdaj... Ja, ko se lahko to zgodi v enem poletju, ne? Ja, mislim, lahko se naslednje poletje, lahko se poletje zatem, ampak ima še leto, 2, dvomim, da recimo 3 na tem nivoju. In škoda, da bi recimo moral zapraviti to zadnje leto vrhunca za neko poslovilno turnejo, če moštvo ne bo uspešno in bo vsa njihova marketinška kampanja recimo posvečena samo prodajanju Wadeovih dresov in njegovi poslovilni turnej. Tako da bi mogoče zdaj zaključil, pa če samo odgovorim na tisto vprašanje, ker mislim, da nisem odgovoril še, ker sem začela celotno stvar, vsaj ta drugi del, več možnosti Luka za novinca leta ali Goran Dragič da bo še enkrat postal All-Star. Težko vprašanje, ker mislim, da zame ni Luka trenutno glavni favorit za novinca leta in Goran vsekakor tudi ne med favoriti za še ponovni nastop na All-Staru. Ali sta dovolj dobra za kaj takega? Ja, odgovor je ja, mislim, v vsakem primeru. Ampak če ocenjujemo glede na njihove okoliščine, vlogo v moštvu, koliko boste imela žogo, kako boste igrala, če ne pride do nobenih sprememb, menjav in vsega, mislim, da noben ima idealne možnosti za to, ampak mislim, da bi jaz celo kanček več možnosti dal Goranu za drugi nastop na All-Staru, kot pa Luki za naziv novinca leta. Morda recimo dajem Goranu kanček več možnosti za nastop na All-Staru tudi zaradi tega, ker je on letos v pogodbenem letu. In vemo, da Goran je zelo nesebičen igralec, res se podreja moštvu, podreja trenerju, podreja sistemu, vsaj v NBA in v Miamiju to počne čez polstra, želi, da 5 minut stoji v kotu, on 5 minut stoji v kotu in če želi, da samo podaja, nič ne meče na koš. V vsakem primeru je zaradi tega, ga ima Spoelstra tudi tako rad in zaradi tega še en razlog, za katerega ne mislim, da bo menjan v Minnesoto. Ampak Goran je v pogodbenem letu in moral bo igrati čim bolje, če bo želel recimo tisto, kar želijo taki igralci ponavadi narediti, in namreč to je, da bo on verjetno skušal podpisati novo dolgoročno pogodbo, ki mu bo dala potem tudi dolgoročno varnost, zanesljivost pri tej njegovi starosti, ker namreč seveda, če tisto zadnje leto brez kakršnekoli garancije vstopi, se lahko poškoduje, pa je pri 33, 34 pa lahko vsega zelo hitro konec recimo. Zaradi tega je njegov primarni cilj bo zagotovo
gotovo to sezono, da prekine pogodbo, ker bo imel to možnost in podpiše novo dolgoročno pogodbo. Ja, da te prekinem, ni samo Goran tisti, ki je v pogodbenem letu, kar nekaj igralcev je, recimo Kawhi Leonard je en izmed takih, Kyrie Irving je v pogodbenem letu, Kemba Walker, zdaj, zakaj sem omenil Irvinga in pa Walkerja, so še boljši od njiju v pogodbenem letu, to pa zaradi tega, ker sta ona dva edina organizatorja izmed vseh teh, recimo temu ta boljših igralcev, ki bodo na voljo v free agencyju in Kyrie bo brez dvoma, razen če Inč ne bo, ne vem, spet izvedel nekega manevra, za katerega ne bo noben pričakoval, ostal v Bostonu, kar pomeni, da bo ta dejansko samo Kemba Walker in pa Goran Dragić na voljo kot organizatorja in Goran verjamem, da bo v tem primeru imel dosti ponud, če bo odigral to sezono na nivoju, tako kot zna. Na All-Star nivoju lahko brez problema. Na All-Star nivoju verjetno lahko pričakuje kakšno pogodbo 4 leta, 15 milijonov, nekaj takega. Cap se bo še nekaj dvignil, naslednje leto bo zelo dober free agency, leto zatem, 2020, bo pa izjemno slab free agency. In naslednje poletje bodo moštva, podobno kot recimo 2 poletji nazaj, cap se bo dvignil, moštva bodo iskala nove igralce, naslednje poletje ne bodo imela te možnosti in bo ogromno visokih pogodb, zato Goran, 4-15, kot si rekel, recimo še ena pogodba za 60 milijonov, je povsem možna, predvsem pa dolgoročna pogodba, 3-4 leta, to bo on nedvomno iskal in zato bo vsekakor motiviran, da tudi malce bolj pogleda pod obroču kot sicer on Bayern, ker vedno želi tisto najboljšo opcijo izpeljati. In zato tudi daje morda kanček več možnosti Goranu, čeprav mislim da najbolj verjetno, da ne bo nobenemu uspelo, ampak dajte me presenetiti, fanta. Tako bom rekel. Dobro, ne bi toliko pesimističen. No, sploh nisem pesimističen. Mislim, da bo Goran odigral borderline All-Star sezono. Da bo igral recimo na nivoju blizu ali pa na nivoju All-Star igralca. Mislim, da bo tudi Luka med 3 najboljšimi rookie. Ja, mislim, da bo obema tisto malce zmanjkalo. No. Sej vemo, Evropejca, Belčka iz Evrope, že zaradi tega. Pa še iz Slovenije. Ja, in pa še iz ene majhne Slovenije, že zaradi tega. Čeprav se pravim, Luka, njegova medijska podpora v Dallasu in vse to je povsem na drugačnem nivoju kot Goran in konec konca se tukaj so pa začela, to se pozna tudi na najnih družbenih omrežjih, pa tudi na drugih, kjer je Luka recimo po klikih prehitev zdaj celo Gorana in če seveda klike prevedemo v interes, potem tudi po interesu, tako da kaj Blaž, bo zaključila na tej točki? Mislim, da sva povedala vse, kar sva želela. Mislim, da nisva nič pozabila. Zdaj, če ima kdo še kakšno pripombo, pustite komentar, odgovarjava in prebereva vse, kar pustite na YouTubeu ali pa na Facebooku. Sportinfo.si. Tako, in pa NBA Slovenija Facebooku, pa tudi na Twitterju Sportinfo.si. Pač, če nimate računa, si ga pač naredite, pa nam lahko tam pošljete. Tam še posebej rada debatirava z vami. Tako da in pa ne pozabiti všečkati tega video posnetka in se naročiti na kanal. Ciljava, da bi kmalu prišla do 1000 naročnikov na YouTubeu, manjka nama še približno 80, tako da tisti, ki se še niste, prosim, kliknite tam, naroči se. Ja, glede na število ogledov, jih je ogromno takih, ki se še ni naročilo, zaradi tega, z enim klikom nama boste ogromno pomagali. Tako in upam, da so bila dovolj izčrpna in pa da nisva bila dolgočasna s temle podcastom in da ste dobili pač vse informacije o Luki in Goranu in njunih poletjih. Sedaj pa kaj ne rečem, komaj čakamo, da se Liga NBA začne, ne? En teden še. Vse ostalo se je že začelo, samo še NBA čakamo, tako da še malo pa bo že spet ogromno neprespanih noči. Čeprav tukaj vam priporočam League Pass, vsem, ki nameravate bedeti. League Pass je stvar, ki vam bo omogočila, da ste recimo lahko zjutraj malo prej zbudite, pa si na hitro pogledate tekmo. Jaz namreč drugače ne bi mogel funkcionirati. Tako da, to je to, Blaž. Ja, za tokrat, Anada. Za tokrat, naslednji teden se pa slišimo z nogometom in košarko ter slovenskimi državnimi prvenstvi / reprezentancami.
Vidite, kako daleč bo poletel blizu svetovnega rekorda. Ali je to nov svetovni rekord Petra Prevca in zmaga? Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa. 250 metrov, nov svetovni rekord Petra Prevca. It's amazing.